Kronika 110-letnega delovanja prostovoljnega gasilskega društva Stara Nova Vas. Prvi začetki našega društva segajo že v leto 1905. Takrat je nekaj napredno mislečih vaščanov uresničilo idejo o požarni obrambi in organiziralo prostovoljno gasilsko četo Stara Nova Vas. V gasilsko četo se je včlanilo 14 članov ustanoviteljev. 8. septembra 1906. leta se je vršil zbor te čete. Na zboru so bila med drugim sprejeta tudi slovenska pravila. 1907. pa jih je namestništvo v Gradcu potrdilo. Izvršilni odbor so bili takrat izvoljeni. Načelnik Jože Frožman, poveljnik Alojz Štuhec, tajnik blagajnik Jakub Štuhec starejši ter ostali člani ustanovitelji Alojz Senčar, Jožef Rajh, Matija Filipič, Anton Kegel, Jakub Klemenčič starejši, Matija Potočnik, Franc Novak, Mihajl Filipič, Mihajl Senčar, Franc Lah, Matija Jelen. Kdor je hotel postati član gasilske čete, je moral izpolnjevati določene pogoje. Med drugim tudi, da je bil materialno dobro stoječ, na primer kmet ali podjetnik. Leta 1907 je bila že izvedena organizacija za nabavo nove ročne gasilske brizgalne in priprave za izgradnjo orodišča, na kar je leta 1910 bila nabavljena ročna brizgalna z denarno pomočjo krajanov in tudi takratnih krajevnih oblasti. Istočasno se je pričel graditi gasilski dom, kateri je bil zgrajen leta 1911. Po prvi svetovni vojni leta 1918 so še pristopili gasilski četi Razlek Ivan, Muršič Franc, Rožman Janez, Filipič Franc starejši in drugi. Pisalo se je leto 1937, ko se je nabavila nova motorna prenosna brizgalna. Ker so bili med vojnim časom požari zelo pogosti, so leta 1930 zgradili na orodišče požarni stolp, ki si je služil sušenju cevi in orientaciji o požarih. V času druge svetovne vojne je gasilsko društveno delo zamrlo. Nastopilo je eno najtežjih obdobij za društvo. Po prihodu nemškega okupatorja 6. aprila 1941 je moralo društvo mnogo žrtvovati. Nemški osvajalci so izkoriščali orodišče za vojaško kuhinjo. 1943. je vojaška organizacija pričela graditi novo postajanko v bližini železniške proge ob cesti v smeri proti Dobravi. Gradili so se bunkerji in radarski objekti, pri gradnji pa so uporabljali gasilsko ročno brizgalno in drugo opremo. Oprema je več mesecev ležala v blatu, s tem pa se je domačemu društvu uničevala oprema, ki je bila težko pridobljena. Napočil je dolgo in težko pričakovani čas osvoboditve. Potrebno je bilo veliko dela in truda, da se je gasilsko društvo znova postavilo na noge. Prva skrb domačih gasilcev je bila oskrba s vodo pri gašenju požarov. Že leta 1925 je bil zgrajen prvi vodni bazen, danes na križišču pri Balažičevih. Leta 1952 je bil zgrajen pri Krunčičevih, leta 1966 in 1967 pa sta bila zgrajena dva, prvi pri Jelenovih in drugi pri Žabotovih. Leta 1989 pa je bilo zgrajeno vodno zajetje v Dobravi. Prvo večje prenosno brizgalno je domače gasilsko društvo nabavilo leta 1962, za katero so denarna sredstva prispevali vaščani. Prvo obletnico društva so praznovali ob 50. obletnici, naslednjo pa ob 60. 10. maja 1964 pa so razvili svoj simbol, gasilski prapor. Za praporščaka je bil določen Šrajner Franc, kateri je nosil ta družbeni simbol celih 31 let. Človeške želje so neskončne, tako je bila ena največjih želja zgraditi novi, sodobnejši gasilski dom, kateri služi za splošne potrebe in družabno življenje, ki je bilo in še vedno je v naši vasi zelo razvito.
Leta 1970 se je ponudila priložnost za nakup parcele za novi gasilski dom v središču vasi. Tako se je leta 1973 pričela gradnja dvorane, nato 74. gradnja gasilskega doma z garažo. Leta 1984 pa se je k dvorani dogradil še oder. Aprila 1976 so priredili svečano preselitev brizgalne iz orodja iz starega gasilskega doma v novi. Stari gasilski dom je služil svojemu namenu polnih 70 let. Čez nekaj let so ga gasilski člani porušili, za kar jih je obvezovala kupoprodajna pogodba. Naše prvo gasilsko vozilo, katero še nas spremlja danes, smo decembra 1996 leta kupili od našega pobratenega prostovoljnega gasilskega društva Zlatoličje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo in upamo, da se bo naše prijateljstvo nadaljevalo. Leta 2004 je naše društvo nabavilo novi prapor, ter temu primerno izvedlo tudi svečan prevzem. Kljub temu, da je kot praporščak bil izvoljen Mirko Raj, ga v roke o priložnosti z veseljem vzame Janez Štrajnar, kateri je to tradicijo prevzel po svojem očetu. Pred 4 leti smo se odločili, da je čas, da začnemo razmišljati o nabavi novega vozila. Pod vodstvom našega zvestega člana Mirka Rajha in Irene Kotarščak se je pričelo zbiranje finančnih sredstev. V veliki meri so nam sredstva prispevali vsi vaščani in seveda tudi nekateri sponzorji in naši podporniki. Sedaj se verjetno sprašujete, kako to, da še našega vozila ni z nami, vendar vam lahko zagotovim, da ga pričakujemo v kratkem. Omeniti moram tudi, da so se v zadnjih nekaj letih opravljala tudi obnovitvena dela našega gasilskega doma. Prekrila se je streha, uredila so se tla v dvorani, fasada, zamenjala so se okna, naredila se je centralna, zunanja igrala in seveda obnovili so se tudi WC-ji. Nismo pa dejavni samo v obnovitvenih delih, ampak tudi v organizaciji hitre mokre vaje, priplavževanju, kresovanju ob 1. maju in postavljanju majpana. In še bi lahko naštevala. Prav tako pa nismo aktivni samo operativi, ampak se udeležujemo tudi različnih tekmovanj, kvizev in tudi na proslave ne pozabimo. Danes naše društvo šteje več kot 160 članov, na kar smo zelo ponosni. Našem jubileju 110 let iskreno zahvaljujem za nesebično pomoč in podporo občini Križevci z županom magistrom Brankom Belec in podžupanom Mirko Gaberc. Zahvala velja tudi Gasilski zvezi Slovenije, Gasilski zvezi Križevci s predsednikom Dragobim Rakoša, poveljnikom Milanom Antolinom in civilni zaščiti ter vsem sodelujočim sosednjim in prijateljskim gasilskim društvom, s katerimi oblikujemo trdno gasilsko organizacijo. Vsem donatorjem, sponzorjem in ostalim dobrotnikom iskrena hvala za izkazano zaupanje in podporo. Z vsemi vami si želimo še naprej dobrih prijateljskih odnosov ter plodnega sodelovanja. Hvala. Sto 110 let, bi rekli, to je ena doba, vek, era, pa še nekaj zraven. In to za delovanje ene organizacije, ki je prostovoljna, ki ni obvezujoča. Vsi člani v njej delujemo prostovoljno, čeprav se moramo podrejati pravilom in raznim predpisom. Ni organizacije, ki ne bi imela v svojih papirjih nekih norm in zapisov. Prav tako je tudi pri nas gasilci. Ker sem že pozdravil pa te naše goste, še posebej pozdravljam vaščanke in vaščane Stare Nove vasi in Dobrave, kajti to je njihov dan, to je njihov praznik, ne samo gasilce, ampak vseh, ki živijo z njimi, ki ostanejo doma, ko možje odidejo ali na požar, ali na kakšne druge dejavnosti, ali pa samo včasih na zasluženi špricar. Vsem v imenu Gasilske zveze Križevci in svojem imenu izrekam iskrena zahvala. Čast, pogum
Etika, zakonitost, poštenost, strokovnost, humanitarnost in lojalnost so vrednote, za katere živimo slovenski gasilci. S tako organiziranostjo, delom, predanostjo gasilstvu in domovini so bili, so in bodo eden od temeljev slovenske države. Ni dvoma, da so imeli člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Stara Nova vas vse to v mislih pred 110 leti, ko so ustanovili društvo. Lahko ste ponosni nase in na prehojeno pot. Dejstvo je, da so gasilska društva v naših vaseh Pomurja prva in najstarejša društva. Pravzaprav so bila vedno gibalo razvoja vasi, pa naj si bo to na kulturnem, družbenem ali infrastrukturnem področju. Za vsem seveda stojijo vedno posamezniki, ljudje oziroma gasilci, ki še vedno želijo pomagati ljudem prostovoljno in po svojih najboljših močeh tudi takrat, ko pri tem na intervencijah tvegajo svoje življenje. Kljub našemu zahtevnemu poslanstvu je lepo biti gasilec. Gasilci predstavljamo steber sistema zaščite in reševanja. 110 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Stara Nova vas predstavlja častitljiv jubilej. Biti zraven pomeni za vaščane tega kraja, tudi za mene kot župana in vsem, ki sodelujejo v tej zgodbi, veliko ter zelo pomembno obletnico. Cenjene gasilke in gasilci, spoštovani vaščani, starovesi in dobrove, prijatelji, visoki gostje, dober dan. Najpomembnejše vrednote v življenju niso na prodaj. Ni jih mogoče kupiti, niti prodati. Morajo biti preprosto dane. Človekova požrtvovalnost in solidarnost do pomoči potrebnih sta odliki le nekaterih. Nas pa ni malo. Gasilska zveza v Križevcih se povezuje skozi 12 prostovoljnih gasilskih društev s preko 1700 članov. Vsi čutimo pripadnost tej humani organizaciji ter smo pripravljeni pomagati. Zavedamo se, da je velika prednost naše organizacije v tem, da lahko črpamo energijo za delo iz naše bogate tradicije, iz dobrih medsebojnih odnosov.